Za vse, ki ste čakali, ste dočakali končno en video v slovenščini, ker je ta video recap prve runde slovenskega državnega prvenstva, tako imenovanega Drift Stars prvenstva, ki je tokrat potekalo v Logatcu. Logatec je prestolnica slovenskega drifta in za nekaj novega asfalta je tokrat zaživel v novi luči. Lastnik Logatca je razširil mesto za burnout box okoli rondoja, kot tudi zradiral en kup zemlje, na katerem bila trava, in ga nadomestil z asfaltom. To pa je omogočilo Žvanu, da je naredil nov layout. Na štartu sta dve različni kategorije, ljubkovalno imenovana street klasa oziroma divizija 1 in pa pro klasa oziroma divizija 2. Za vse, ki ne veste, pa bi mogli, je street klasa omejena na 250 konjev, 3.0 motorje in pa 225-45 gume. Jaz z mojo E36 pa padam v pro klaso oziroma drugo divizijo, tam pa ni omejitve, kar se tiče moči. Gume so omejene na 265, mislim, da je treadwear omejitev neka smešno nizka pod 100, tako da v bistvu skoraj vsaka komercialno dovoljiva semi-slick guma je dovoljena. Jaz v mojem primeru vozim Westlake gume, za vse tiste, ki ne veste, Westlake je moj partner za to sezono. To je guma, na kateri konkuriramo že več let in še naprej se je pokazala kot konkurenčna, kot lahko vidite po osvojenem pokalu. Zdi se mi, da moram večkrat ponoviti to, da se tekmovanja udeležujem za E36, ko to je v bistvu avto, ki je sestavljen iz kataloga ski-chopovih kosov. Nekatere kose proizvajamo sami, nekatere prodajamo, pa so pač od drugih proizvajalcev. Cilj, zakaj je v bistvu sestavljen ta avto, je to, da lahko jaz kot voznik konkuriram na vseh regionalnih prvenstvih, ne samo Slovenija, Hrvaška, ampak tudi drugje po Evropi. Moram pa poudariti to, da koncept avta je takšen, da želim na avtu vse ohraniti čim bolj enostavno. Zato je v avtu 6,2 litrski atmosferski motor. Razlog, zakaj je ta konkurenčen, ker je enostaven in ne dela problemov na dirkališču, pa tudi za E36, ko se jaz osebno ukvarjam že 10 let. Letošnja sezona je druga sezona Drift Starsa. Na štartu je bilo 52 voznikov, od tega 18 ali 19 voznikov v pro kategoriji oziroma drugi diviziji, v kateri jaz branim naslov državnega prvaka in to je tudi cilj za letošnje leto. Ekipa je bila navdušena nad tem, da nismo imeli drift taksija s sabo zaradi nekih nesoglasij z organizatorjem. Ekipi je bilo pa to fajn, zato ker je pač dosti velika obremenitev za ekipo menedžati dva avta, mi smo majhna ekipa. To pa tudi pomeni, da ko je akcija, pa rabi ta avto nekaj pozornosti, pa je treba napolniti drift taksi z ljudmi, drift taksi menjati gume, skrbeti za goriva in ostale tekočine, pa je to kar naporno, zato ker imamo malo rok na voljo. Ampak moram reči, da drugače to kar dobro shendlamo, pa zaradi lanske sezone ekipa tudi ni imela neke velike tendence forsira ta drift taksi, ker je bil edino na Drift Starsu relativno neuspešen po številu voženj, zaradi manjšega števila publike. Pa upam, da se bo to v prihodnje spremenilo, da bo prišlo čim več ljudi na event. Layout je bil tehnično zahteven, vstopne hitrosti so bile kar visoke, ker se je uporabljala polovica razdalje od mosta pa do betonskega zida za sam in-run in initiation črta, tam kjer si mogel iti počez, je bila zelo pozno. Tako da lider je lahko naredil initiation, kadar mu je pasalo, in za napredne voznike, kot sem jaz in moj glavni konkurentje, je bilo to igrišče za zabavo. To pomeni, da takoj, ko si prišel iz mosta v kompresijo, si že bil v tretji prestavi in širok hodnik do cone iniciacije je bilo tvoje igrišče. Moja izbira je tu seveda velik feint entry pod velikim radijem, da obremeniš desno stran avta, kolikor se da, z čim večjim prenosom teže in potem samo agresiven flik v desno, s pomočjo ročne avto rotiraš, da na 80 ali več stopinj preletiš prvi klip, ki je takoj za initiationom. Sledi nam ta rhythm section, torej outer klip za initiationom, nas vodi v inner pa v outer, ki pa je relativno daleč levo. In tekom sobotnih treningov je tu Žvan ugotovil, da je to vse cona korekcij
Torej, ni dejansko zavorna cona, kjer bi chaser mogel paziti liderja, da bo zaviral, ampak je cona korekcij, kar pomeni, da marsikdo je vlekel ročno na vsakem transitionu, nekateri smo hitrost zgubljali samo z nožno ali pa zgubljali hitrost za kombinacijo nožne, pa potem ročno v ta zadnji, torej v tretji klip, drugi outer na levi, ker ta drugi outer na levi je bil relativno daleč iz naravne linije vožnje, hkrati si pa mogel ob tem outerju že biti na gasu, ker če nisi bil, si imel potem kar veliko korekcijo ob zidu, pa na hrib na prvo veliko cono. Ta prva velika cona je zanimiva in zahtevna. Zanimiva je zato, ker je pač elevation change, ne? Zahtevna je pa zato, ker avto zelo močno zagripa, ko prideš v hrib gor, ko gre avto v kompresijo. In kljub temu, da avto že postaja lahek na vrhu, je še vedno ogromno oprijema. Šele ko se hrib res previsi, šele po previsu nadol, avto začne zgubljati oprijem in takrat je čas za neko tehniko zgubljanja hitrosti. Tukaj so sodniki kaznovali, če si zaviral ali pa vlekel ročno, ker to ni zavorna cona. Najboljša možna tehnika je bilo postopno dodajanje kota z volanom in pa potem clutch in off power. To pomeni, da se avto samo malo ukopal, tako bi rekli Hrvati, da v bistvu avto pikne, da lahko prsi po tem istem radiju, čeprav je v bistvu avto zelo lahek, ker gre še downhill. Sledi transition v outer clip. Ta outer clip je bilo Achillova tetiva nekaterih voznikov, zato ker so podcenjevali, precenjevali ali podcenjevali. Mislili so, da je manj oprijema na poti do tega outer clipa in potem se je dogajalo to, da je marsikdo ta outer clip zadev samo po polovici ali pa ga sploh ni zadev. Ta outer clip po coni je bil pa zelo, zelo pomemben, zato ker te je dal na naravno linijo na naslednji outer clip, ki pa je bil ob železni ograji. In ta naslednji outer clip te je peljal čez novi asfalt, kjer je skok, v drugo zunanjo cono. To je cona, ki je prinašala največ točk na progi in prinašala je celih 10 točk za linijo, če si celo lahko izpolnil. In kombinacija tega je prinesla ali 20 ali pa 18 točk od skupnih 50 točk linije v lidu. Za drugo veliko cono imamo en outer clip, pa zadnji outer zone in pa cilj. Ta del proge je bil zanimiv sam po sebi, zato ker si za relativno dosti hitrosti priletel iz druge zunanje cone, naredil transition po zelo bumpy terenu ob epoksiju in na ta outer clip. Ta outer clip je bilo zelo enostavno zadet. So bili pa tudi primeri, ko smo, vključno z mano, vozniki preterali širino in prišli na epoksij. In tu smo bili preširoki, to se je smatralo v bistvu kot wheel off. Na srečo smo pobarvali samo črto epoksija in nismo poškodovali samega epoksija, ki se uporablja za varno vožnjo. Zadnja cona meni osebno ni bila všeč, ker se mi je zdel to samo rolling burnout čez cilj. Mi je pa direktor dirke Peter objasnil, da je v bistvu ta cona narejena samo zato, da voznike obrne nazaj v kolono in se mu je zdelo logično, da naredi to cono tukaj. Preden se dotaknemo poteka, kak je šel tekmovalni del, bi se rad samo dotaknil osebja, kar se tiče managementa proge. Z moje strani, z moje perspektive kot voznik se mi zdi, da je bil management proge odličen. Posebej bi pa rad pohvalil tukaj enega delegata sa strani AŠ-ja, to je bil nek delegat, ki ga jaz prej nisem spoznal, sem ga pa že videl na drugih dogodkih v okviru AŠ-ja. On je delal tehnične in za razliko od te, da ne rečem, nadrkane energije, ki jo imajo nekateri, je ta logično in sistematično povedal človeku, če na avtu nekaj ni bilo ok, naredil celo predlog, kak bi on to izboljšal, pa če je vedel ozadje pravila, celo malo razložil, odkot prihaja to ozadje, odkot prihaja to pravilo. To se mi je zdelo mega, zame je bilo to prijetno presenečenje. Naslednja oseba, ki jo pa rad res pohvalil, je pa ta stari sedej, štarter zgoraj pri šotoru. Ne vem, na katerem eventu, on je sicer štarter že leta, ampak ne vem, na katerem eventu sem videl tako mirno energijo sa strani štarterja in tako jasno komunikacijo. Tako da to se mi je zdelo res bomba. Zdaj pa, če se dotaknemo samega tekmovalnega dela, imamo 2 rana kvalifikacij, boljši šteje, ta drugi je pa tiebreaker v primeru, če ima za nekom isti skor. Roster voznikov, ki je bil tukaj prisoten,
je v bistvu tak, da statistično gledano je konkurenca slabša kot pa na hrvaških prvenstvih, zato ker samo Peter Brolly je edini voznik, ki ima v zadnjih 2 sezonah zmago proti meni od vseh voznikov v pro klasi. Tako da sem se jaz tu odločil že v prvi run kar posendati, ampak sem hotel voziti ta stil z ekstra dosti kota, zato ker mi novi setup na vzmetenju to omogoča. To mi je vzelo nekaj natančnosti na liniji in prvi krog dobim 83 točk. Na vrsti za kvalifikacije sem pa kot zadnji od vseh voznikov, moja štartna številka je bila 52. To pa zato, ker se vozi obratni vrstni red od lanskega leta. Drugi kvalifikacijski run sem bil pa tak, malo je treba umiriti hitrost, ampak pa poboljšati natančnost, ampak to ne pomeni, da moram zmanjšati kot. In preteral sem prvi ovinek, spinalo me je, tako da sem naredil pač nič, torej drugi krog. Postopki, Erik je smožen, visokih 90, če rečemo 100 točk, če se mu vse zaklopi. Dame in gospodje, to je dobila tudi učenega doktorja počez vožnje. Pa se še ne spomnim v bistvu, kdaj je bil zadnji Erik Janković 0. To seveda same frustracije za sebe, verjetno odpelja in z 83 točkami sem se vrstil drugi za Lukasom Dobiasom, ki je imel 86 točk in pred Borno, ki je imel 80 točk. Sobotni dan je zaključen s kvalifikacijami, v nedeljo imamo pa obilo treninga tudi zato, ker je management proge tako dober. Če se proga podre, se hitro nazaj postavi. V tem času je pa prišel nek vremenski vročinski val in temperatura je drastično zrastla. Tako da drugi trening session, ki smo ga imeli ob približno enih, sem jaz naredil dobesedno en krog, pa sem rekel, to je to za danes. Zato, ker je bila vročina taka, da enostavno ni imelo smisla več trenirati. Progo sem osvojil, koliko sem jo, in ko ima asfalt 50 stopinj, to topi gume in tudi proga postane grisi. Evo ga, prišlo je do pomembne odločitve, da Jure pride en krog z nami, oziroma za nami. To. Dobro furajta. Moj nasprotnik v top 16 je Gašper Pršina. By the way, igram se z 3D printano pušo za stabilizator, ki jo narisal Jaka Legiša, pa tudi sprintov.
je pa izboljšan dizajn napram tovarniški. No, Gašper vozi 3UZ motor, 4,3 litrski 300 konjski V8 iz Toyote oziroma Lexusa, takšne kot sem ga jaz nekoč vozil. Na papirju bi mogla biti to relativno enostavna zmaga, saj jaz vozim Westlake, on vozi Zeknovo, razlika med temi gumami je občutna, pa tudi v konjaži je občutna razlika med 500, mogoče celo proti 600 konjev, pa 300 konjev od Toyote. Erik Janković, Gašper Prašina. Navijači, prosim, spodbujati oba fanta, naj vas vidijo mahati, naj vedo, da ne vozijo samo za svoj užitek, da je tudi nam všeč tole visoka linija Erika Jankovića, pa vsem po maksimalni črti. Gašper Prašina dela vse v svoji moči, da ostane tesno za Erikom. Erik zelo hiter skozi drugi rondo. Gašper Prašina se trudi na vso moč, še zadnji Achillov ovinek. Tudi Erik Janković podaril vse gume. Clipping point v zadnjem ovinku. Gašper Prašina se je poravnal tako blizu, kot on zna. Tudi on, podobno kot Martin, ne taktizira, ampak se proba vseeno približati svojemu nasprotniku na milimetre. Lepa linija Gašperja Prašine. Erik Janković mu že diha za vrat. Kako močno mora Erik brzati svoj avto. Opazno hitrejši je lahko Erik od Gašperja. In lepo tesno sledenje, čudovit krog. Dajmo en aplavz za oba tekmovalca. Ampak jaz tu ne vem točno, kaj naredim. Nimam dobrega izgovora, tudi ekipa me je dosti grdo gledala, ko sem prišel nazaj v bokse. Grem 4 wheels off v zadnji coni. Enostavno sem preteral. On se pa na srečo, na mojo srečo, izravna dvakrat. Enkrat na prvem inneru, enkrat pa na zadnji coni. In to pomeni, da imamo one more time, ne? Več sreče kot pameti za mene. Zato, ker sodniki niso dobili leada proti leadu in chasea proti chaseu za primerjavo, ampak so oba neodvisno drug od drugega naredila lead 0, chase 0. On se celo na to odločitev pritoži, ampak je pritožba odbita zaradi tega, ker se je on dvakrat poravnal in zaradi tega, ker kljub temu, da on trdi, da sem jaz bil 4 kolesa ven v zadnjem ovinku, je dolžnost chaserja, da chaser lovi liderja, ne? In ko je on bil 2-3 razdalje daleč od mene v zadnjo cono, to ne pomeni, da jaz letim ven, pa on vozi notranjo dirkaško linijo. Njegov argument bi bil legit samo takrat, ko bi jaz šel ven, pa bi mi on bil na boku, pa on ne bi hotel iti recimo z mano v zid oziroma ven s proge, ne? V tem primeru, ko pa sva se oba približevala tej coni z razdaljo 2 do 3 vozila, pa sem jaz šel preširoko, on pa tako ozko, da ko sem jaz prišel končno nazaj na progo, on ni več mogel driftati, je to njegova neodvisna napaka, ker je imel tako veliko razdaljo. Drugo rundo jaz suvereno zmagam, vozim dosti bolj konservativno, ampak moram pa tu komentirati, da se nisem dobro počutil v teh borbah, ker mi ta grisi proga nikakor ni ustrezala. Čakal sem, da se temperatura malo ohladi, da se avti začnejo gibati, tako so se gibali v soboto, pa v nedeljo na prvih 2 izhodih od 4 izhodov.
In to me v bistvu zdaj spomni na točko, na en point, ki sem ga preskočil. In to je testni krog pred top 16 borbami. Mogoče me je to dalo v off vibe kot voznika, zato ker nam niso pustili zagreti gume. In iti s takim avtom z nezagretimi gumami na progo je v bistvu bedarija. Vstopne hitrosti so bile kar visoke, moja najvišja, ki sem do zdaj našel med logi, nisem še pogledal vseh, je 142. Recimo nek primer v top 4 borbi z Borno, pa je bila v obeh ranih 136. In ko sem jaz naredil initiation, oziroma probal narediti initiation na tem testnem krogu, obremenim najprej levo stran avta, potem že hočem flikati, tako da bi šla teža na desno in čutim na volano, zdrsnejo kolesa, dodam volano, še drsijo kolesa in na neki točki naložiš avto tako močno na eno stran, da ko avto spusti, ga enostavno ne ujameš. In to se je zgodilo na mojem testnem krogu, odbil sem prvi avter, pa sem si mislil, dobro, zapravljamo čas in gume, benzin in obrabljamo avto za brez veze za testnim krogom, za katerega nismo dobili gretje gum. Tako da naslednjič vem, da če ne bo omogočeno gretje gum za nek testni krog, ne grem sploh na progo, ker ni koristno. Je pa ta testni krog drugače super stvar in je mogoče samo, ko je management proge dober. V top 8 nas pa pričaka Uroš Brdajs, kateri je prav tako na Zeknovi. Erik Janković z LT motorjem, 6,2 litra, ogromen navor. Lep manjši za vstop Erika Jankovića, Uroš Brdajs na polno za njim. Nekaj razdalje Erik že naredil, lepa linija skozi rondo. Uroš se trudi na vso moč približati se Eriku Jankoviću. Nekje 150 konjskih moči razlike se tudi pozna. In Erikova sposobnost nastaviti avto. Dajmo en aplavz za oba tekmovalca, dame in gospodje. Zelo, zelo lepa vožnja obeh. Ostal miren, zbran. Ali bo agresiven, kot ponavadi. Precej v rezerve si je Erik vzel, vendar je že na boku Uroša Brdajsa, ki fura zelo lepo linijo skozi rondo. Erik Janković se postopoma približuje. Dal je svojo žrtev na trnek in sedaj se približuje Erik Janković Urošu Brdajsu, ki močno žima svoj S62 motor. Lepa linija Brdajsa skozi zadnji ovinek. Erik Janković popolnoma na odbijaču, še ena čudovita vožnja, dajmo en aplavz. In prav tako ga s svojo hitrostjo deklasiram, kot je bil plan že prvo borbo proti Gašperju. Tako da tu dokaj enostavno zmagam top 8 borbo, prosim ne vzeti tega kot offense. Probavam si v glavi narediti stopnice setupov, ki jih imamo v avtu in zahtevnosti borbe. To pomeni, imamo recimo 5-6 različnih nivojev gripa, za katere imam cifre. Trdota amortizerja, ta, tlak v gumah ta, optika spredaj, optika zadaj takšna in to so naše stopnje hitrosti glede na zahtevnost oziroma opazovano hitrost našega tekmeca. Po zmagi proti Urošu me v top 4 čaka Borna in Borna je prvi tekmec, za katerega se moram vsaj v moji glavi zares potruditi, da bi zmagal. In zato sem tudi na treningu naredil obilo krogov z njim, zato da bi naštudiral, kje on naredi napake in na katere napake ga jaz lahko lovim, tako da čim bolj suvereno zmagam proti njemu. Razvoja, kako je šlo iz hudega na lepo, kajti po dežju zmeri sonce posije in Lukasu je danes posijalo sonce. Gremo v bitko za drugega finalista. Cvajo McQueen, Erik The Skid Janković. Poglejte, kako lepo se poznata fanta. Centimetre narazen že od začetka proge. Borna Lolič Cvajo, Erik The Skid Janković. Centimetri med njima. Erik Janković se je zalepil na Borno. Borna ima lažji avtomobil, Erik močnejši avtomobil. Zadnji umivek
Oba uspešno čez črto, dajmo en aplauz za tole čudovito vožnjo obeh tekmovalcev. Rad smo rekli, to iščemo. Takele vožnje, polne agresije, hitrosti, kota in dima. Borna znova mora ohladiti, pa očitno Erik tudi. Zahteven je tale hit management pri avtomobilih. Imamo sicer srečo, vroče je, ni pa prevroče. Borna vas pozdravlja, Cvajo McQueen, svojo čudovito Mazdo, Erik Janković za njim. Torej, kot rečeno, Borna ima prednost s kilom, manj je debel, kot Erikov avto, je pa Erikov avto močnejši. Razlika je tudi seveda v samem delovanju motorjev. Erik atmosfera V8, Cvajo turbo šestak. Različen način vožnje, podobni efekti. Gume morajo umreti tako ali drugače, danes vse, tako kot ponovadi. Gremo, druga vožnja, Erik Janković, Cvajo McQueen. Kdo bo šel v finale? Erik Janković agresivno, prvi ovinek kot ponovadi. 148 km/h je včeraj zabeležil. Milimetre po črti, tako Erik Janković kot Cvajo McQueen. Lepe tranzicije obeh tekmovalcev. Drugi rondo, Erik z rahlim odmikom, Borna previdno, vidi se, da je avto lažji, se mu lahko približa, ali bo to tudi storil, seveda, dajmo en aplauz za tole vožnjo, dame in gospodje. Novo pravilo, da lahko više kvalificirani izbira, ali bo prvi leader ali bo prvi chaser. Jaz Borno dobro poznam in odločim se, da bom jaz prvi chaser. To, da prvi chasam, mi da to opcijo, da točno jaz kot voznik opazujem, kakšne napake on naredi v leadu. Zato, ker sem vedel, da tokom celega vikenda ni uspel narediti boljšega lead runa kot jaz. In potem, ko grem jaz v lead, pa on v chase, lahko jaz kapitaliziram na njegovih napakah, za katere vem, kje so bile storjene. Tako da v teoriji je to vse super, razen če jaz kot chaser naredim dosti napak v chaseu. To pomeni, da moram dobro stisniti njega kot liderja, držati se mu moram blizu, proximity mora biti pol avta ali bližji. V finalu se znajdem z Lukasom. Lukas je nevaren, posebej na tej progi, zato ker njegov setup avta mu omogoča to, da nosi zelo dosti kota, kratka medosna razdalja, pomaga pri hitrih tranzitionih, zelo nevaren in konkurenčen tekmec, ampak mu je že v top 16 Bayranu odpadlo kolo. I ti treba staviti M14, znaš? Da li on ima M12, pa počupala. Zjutraj je imel dol menjalnik, zato ker je imel težave z sklopko. Prejšnji dan je imel mogoče celo neke motorne težave in tukaj par minut preden bi mogli mi začeti svojo borbo, on vzame 5 minut časa. Zato ker ima težave z motorjem, avto noče laufati. Situacija se je zakomplicirala tik pred finalom. Tu smo za štarteri. Lukas je vzel 5 minut, ker ima nek problem z avtom, jaz pa Lukas sem pač zaključila v finalu. In po 5 minutah ima še 3, da pride na štart. To je zdaj od 5 še ostala minuta 15. In na to minuto 15 so še 3, da pride na štart, je tako. To imamo pa tudi novost. To je timer v burnout boxu in ta timer je, odkar te on pošle za tem daljincem. Čakaj, moram odzumati. Tak. Evo ga. In pol imaš toliko časa, da si prav na štartni liniji. To smo ugotovili pa, da je tudi dovolj časa, če se malo podvizaš. Jaka Legiša lobira za lucky loser tekmo. Dajmo pozdraviti našega aktualnega prvaka, ki je pobral tudi lovoriko zmagovalca divizije 2 na prvi tekmi leta 2026. To je Tajrat, kole se to dela.
Erik je navlekel na stezo tok dima, da se lahko pogledamo en drugega in si pokažemo s prstom in rečemo, ti smrdiš od teh gum že cele dneve. Lukas, nažalost ne moreš priti na štart, tako da jaz dobim v finalu Bajrad. To ni nek mega način za zmagati. Je pa nadaljevanje statistike, kjer imam jaz 6 ali 7 zaporednih zmag proti njemu. Tako da zato tudi jaz ne delam Viktorji burnouta, ker to, da zmagaš zaradi nesreče tekmeca, ni nek razlog za slavje. Sem pa vseeno zadovoljen s to zmago. Smo prišli pokazati, da smo konkurenčni. Zabavali smo se, imeli smo se dobro z ekipo. Ta event je za nas bil uspešen. Za bodoče si želim, da bi DDK začel delati nekaj na marketingu, da končno napolnijo ta Logatec, ker je bilo gledalcev res bore malo. Za neke voznike, kot sem jaz, kjer te nagrade, ki jo dobiš, če zmagaš, niti ne pokrijejo stroškov vozila za vikend. Dogodki, ki se ponavljajo že 15 let, imajo vse manj smisla, če mi ne moremo skozi te dogodke rasti. Rastemo pa lahko samo za maso ljudi. Saj s to maso ljudi dosežemo večjo klientelo. Bodi si klientelo, kar se tiče ogledov na YouTubeu, Instagramu in pa klientelo, ki kupujejo naš merch, naše proizvode ali pa proizvode in storitve naših partnerjev. In to je tudi delni razlog, zakaj ne vidite pri nas, ne vem, Adriana Debelega, zakaj ne pridejo Masters vozniki voziti k nam. Zato, ker tukaj trenutno ni odskočne deske za voznike divizije 2, da bi samo preko Drift Stars prvenstva gradili nek stabilen program, zato ker exposure ljudem enostavno ni dovolj dober, za razliko od nekaterih hrvaških prvenstev. To je samo glasno razmišljanje, v kateri smeri bi naj neko prvenstvo dihalo za, recimo, divizijo 2. Medtem ko za divizijo 1 so cilji seveda čisto drugačni. Tam je cilj, da cela ekipa divizije 1 lahko vozi čim več, da naredi čim več treninga, da dobijo čim več tekmovalnih izkušenj in da sestavijo svoj finančni in support program do te točke, da lahko enkrat prestopijo v divizijo 2. Če komu kaj ni jasno, če ima kdo neke pripombe, vprašanja, se slišimo spodaj v komentarjih oziroma si pišemo v komentarjih. V glavnem s to mislijo sem hotel zaključiti ta video, ker naslednji event je že ta vikend. In to je Donut Westgate v Zaprešiću, pred tem shopping centrom, kjer bomo pa prisotni jaz in moja ekipa za Drift Taxijem, kot tudi za 36-ko. Obeta se pa tudi kar nekaj konkurence iz tujih držav. In the morning, took a train